Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o spolni čakri, korenski čakri in predvsem o tem, kaj predelujemo skozi sanje in takrat, ko se nam res na polno dogaja, kako si pomagati pri tem, da hitreje gremo čez neka obdobja, ko nas dejansko duša sili, da nekaj naredimo v svojem življenju. Jaz se dejansko spomnim, ko sem bila nekaj let nazaj v takem posebnem procesu nadgradnje moje zavesti. In v glavnem v tistem času vem, da sem ogromno sanjala, ampak res ogromno sanjala. In dejansko, ko sem sestavljala delčke sanj skupaj, sem prišla do tega, da dejansko predelujem odnos, dejansko karmični odnos, ki ga imam doma s svojo mamo, ki ga imam z mojo sestro. Dejansko predelovala sem karmično lekcije in dejansko duša mi je po drobcih pošiljala sporočila, da sem lažje razumela, kaj sploh predelujem. No, da vam povem, kje se je začelo. Bog si ga vedi, kjerga leta nazaj, smo šli z avtodomi v Pariz. In potem gremo še v Reims. Reims je cerkev, velika katedrala, tisti, ki ste bili tam. V glavnem, to je bila katedrala, kjer so nekoč kronali francoske kralje. V glavnem, v tisti cerkvi je mene tako močno začelo dušiti, da sem dobesedno ušla ven iz tiste cerkve in komaj lovila sapo, ko sem prišla na cerkvene stopnice. In tako, občutila sem čisto temo. In na koncu pol vidiš, ko pol za nazaj pogledaš, da tam, ko te nekaj pripelje do določene točke in ko občutiš recimo tako tesnobo, kot sem jo takrat jaz v tisti cerkvi, ti v bistvu duša sporoča, da imaš nekje zataknjeno energijo. In dejansko jaz sem imela zataknjeno energijo prav s tisto cerkvijo. No in potem sem sanjala, ene od sanj so bile, da je bila ta cerkev, da se je moja duša dvigala nad to cerkvijo in ker dol nisem videla nobene krvi, oziroma nobenega ognja, sem mislila, da so me obesili. Videla sem tako, kot da duša gre iz telesa ven, v sanjah. V glavnem, in to, kar zdaj vem, kar sem jaz predelovala s temi sanjami, v enem od življenj so me razkosali na cerkvenem pragu. Kot otroka so me neprestano bolela kolena. In seveda danes vem, da je bilo to v bistvu sporočilo moje duše oziroma zataknjena energija, ker sem mogla biti v tolikih življenjih oziroma sem izbrala, da bom pokorna, da bom služila, da se bom odpovedala svoji moči, da bom nemočna, da je samomor rešitev. Potem videla sem v enih drugih sanjah, da sem dejansko naredila samomor. In tudi v svoji podzavesti sem imela program Samomor je rešitev. Saj veste, takrat, ko ti je res težko, ko se ti začne predvajati, pa se ni vredno, se bolj enostavno umreti. Ampak nič ne profitiramo, nič ne pridobimo. Dejstvo je, da duša pride v to življenje predelovati lekcije. In enostavno mi dobimo točno pravo družino, se pravi naša duša si izbere točno tisto družino, kjer bomo najbolj napredovali. In če se vam intenzivno dogaja in da se vrtite nekako v nekem krogu, začaran krog rečemo, ampak glejte, ta začaran krog si v bistvu delamo mi sami, zaradi tega, ker je vzorec, ki nas veže na temne energije. Se pravi, lahko je strah pred izgubo varnosti. Recimo, jaz sama sem predelovala, strah me je, da bom ostala sirota, strah me je, da bom izgubila mamo. Naša Ronka pozdravlja nekaj, v glavnem kakorkoli. V glavnem, dejstvo je, da sem toliko stvari imela za predelati in zdaj recimo, to imam v knjigi, ko imajo čakre žur. Če pogledam tisto, kar sem jaz predelovala. Moškim ne smem zaupati, ker me nekako zmanipulirajo.
V duši nosim bolečino zaradi občutka, da nisem cenjena. Dejansko lahko tudi vi preverite z mišičnim testom, če imate katerega od teh programov. Recimo, lahko imate tudi program tujcem ne smem zaupati, tujci me izdajo. Lahko imate ta program povezan prav z določeno skupino ljudi, recimo komu ne smete zaupati. Četnikom, ljudem, ki imajo brado, vojakom, plešastim moškim. Ne vem, preverite z mišičnim testom in boste sami videli, kaj imate za predelati. Potem o sebi menim, da sem grda. No, zdaj pa gremo majčkeno na žensko energijo. Do vseh žensk, ki so videti bolje, po mojem mnenju, kot jaz, sem zavistna. In ta tekmovalnost med ženskami. Čutim, da prihaja čas, ko se bo ta ženska zavist enostavno sprostila in bomo me ženske začele skupaj držati. Res čutim, da bo prišel ta čas. Zaenkrat ga še ni, zaenkrat je še vedno ta tekmovalnost med ženskami, ampak res verjamem v to, da prihaja čas, ko bomo ženske držale skupaj. Tukaj smo vseeno, imamo ženske veliko več za predelati kot moški, ker recimo moški zle pa niso tako tekmovalni, kot pa mi ženske. Alergična sem na vse ženske. Recimo, to je lahko vzrok za alergijo na cvetni prah ali na mačje dlake. Recimo, prav povezano s tem, da ženskam ne morem zaupati ali pa vse ženske me izdajo. No in v glavnem, zdaj kako greste čez to, da dejansko počistite te podzavestne programe. Dobro, zdravilno molitev dekodiranja že poznate, ampak danes bomo šli na pozitivne trditve, ki pomagajo pri tem, da lažje razmišljate na pozitiven način. Če si ponavljate, recimo, dovoljujem si, da sem v harmoniji sama s seboj. Sebi dovoljujem, da sprejemam svoje telo. Sebi dovoljujem, da se v meni pretaka zdravje in mladost. Jaz sem vir moje moči. Jaz sem vir mojega zadovoljstva. Jaz sem vir ljubezni. Jaz sem vir modrosti. Če si boste ponavljali to, jaz sem vir, boste videli, kako boste v sebi občutili neverjetno povezavo sami s sabo. No in zdaj, če pogledamo naprej, to je zdaj spet iz knjige, ko imajo čakre žur, sprejemam tok življenja. Dovoljujem, da me tok življenja odnese tja, kjer se bo moja duša v popolnosti izrazila. Dovoljujem si biti jaz. Dovoljujem si biti celostna. Dovoljujem si svobodno iti naprej. Dovoljujem si ljubezen. Dovoljujem si žareti vsej svoji ženski energiji. Naj se moja ženska energija izrazi zdaj in naj se razširi v vseh smerih časa in prostora. Dovoljujem si žareti vsej svoji veličini. Ja, glejte, če si sami sebi začnemo govoriti pozitivne stvari, kar poglejte, če imamo program, nemočna sem, nič se ne da spremeniti, ali pa jaz sem žrtev, moram biti žrtev in tako naprej. To je program, ki vam ne koristi. Dejansko se splača, da začnete zavestno ponavljati drugačne trditve. In to zavestno ponavljanje drugačnih trditev pomeni, da ti enostavno sebi govoriš, kaj želiš. Skozi okno sije sonce in je zanimiva svetloba, kot vidite, no, zanimivo. V glavnem, tole naše monsunsko podnebje, ki zdaj je res zanimivo in enkrat dež, drugič sonce, ampak dejstvo je, da ko sprejmemo, da se vse spreminja, tudi naša zemlja se spreminja, je vse v redu in je vse prav. In tudi to vreme, mogoče ga pa mi sami ustvarjamo s svojim negativnim razmišljanjem, ker vse se vrti okrog vremena, česa ni, česa je preveč, česa je premalo.
Mogoče je pa čas, da začnemo ceniti to, kar je, ne? In sprejmemo, da tako kot se mi spreminjamo, se tudi zemlja spreminja, a ne, vse se spreminja okrog nas. No in zdaj, če gledamo to prav, kaj se spreminja. Naše telo recimo skozi leta, tudi to je nekaj, kar se spreminja. In ena stvar, kar moramo razumeti, da naše telo z leti, da jaz opažam pri sebi, ne sprejema več nikakršne zlorabe. Ne skozi hrano, ne skozi alkohol, ne skozi odnose. Vse pri meni je tako. To pomeni, da moje telo enostavno ne sprejema več alkohola. Redko pijem alkohol in še takrat, ko ga pijem, vam povem, da mi je žal. Zakaj? Zato, ker alkohol avtomatično odpre energijsko zaščito. Ne meso, ne toliko meso, ampak največji problem je alkohol, drugi največji problem je gluten. To sta dve stvari, ki bi jih mogli dati dejansko stran. Zakaj? Zaradi tega, ker alkohol pač odpre našo zaščitno mrežo okrog nas, drugo pa gluten pa zniža vibracijo našega telesa. Šele na tretjem mestu je potem rdeče meso, svinjsko meso, ne nazadnje, se pravi meso štirinožcev, ni tak problem kot alkohol in gluten. In ko boste poskusili to dati stran, boste videli, da avtomatično se boste počutili boljše in vaše telo se bo tudi počutilo z več energije. Poskusite in boste videli, kako se bo vse začelo spreminjati. No, recimo, ena stvar, kar telo sigurno sporoča, je to, začni skrbeti za telo z ljubeznijo. To pomeni, jej na 2,5 uri do 3 ure. V vsakem obroku naj bo nekaj beljakovin. Potem poleg tega tvoje telo potrebuje dovolj tekočine. Tvoje telo potrebuje tudi vitamine, minerale, potrebuje dovolj C vitamina. Sploh takrat, ko ste v obdobju čiščenja in ko delate notranje premike, takrat v bistvu vaša limfa je tako močno obremenjena in takrat rabite seveda več tekočine. Dobro bi bilo, da začnete piti sok iz zelene in predvsem, da spite dovolj. Ker če ne boste dovolj spali, vaše telo enostavno ne zmore iti čez te procese. No in ta notranji preporod, ki ga vsak od nas dela na svoj način, vpliva ne samo na vaše potomce, ampak vpliva tudi na prednike. Vse, kar vi naredite, vse, kar vi počistite, se na energijskem nivoju spremeni na celi družinski liniji. Tako da, meni se je odprla knjiga, ko imajo čakre žur, tukaj preporod. Za vas, drage moje prednice, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste tiho ječale v dolgih nočeh. Naj vam povem, da ta pesem se mi je sestavila skupaj, ko sem hodila sama okrog Starega Vrha in tako mi je bilo težko, utrujena sem bila že od vsega čiščenja, sita, napornih dni, ampak dejansko sem čutila, da moram iti skozi ta proces, da kot gosenica, veste, kot gosenica, ki mora odvršiti bodice, se transformirati v nekaj drugega, zato da lahko nastane novo življenje. Dobesedno skozi tak proces sem šla in verjamem, da če je ta trenutek za vas naporno, verjetno greste skozi enak proces in samo zaupajte, da zmorete. Se pravi, za vas, drage moje prednice, za vas in za vas rod, delam notranji preporod. In dejansko to delate in če vas življenje sili naprej in da enostavno vidite, ne morete nekaj narediti, ne se upirati naravnemu toku, ker ko ste zreli, ko je učenec pripravljen, se začne proces. In očitno na določene procese niti nimamo toliko vpliva, kot bi mogoče želeli, da ga imamo. Tako da uživajte in predvsem ne obupujte nad sabo, ker nad vami bdijo
angeli, vaši mojstri, dejansko nad vami bdi cel angelski svet. No, tako da, danes je zanimiva svetloba. Uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vas zgodi vaš notranji preporod.